tudi v vladi smo slišali za ta projekt in trudimo se, da bi dobrodelnosti v Sloveniji bilo potrebno čim manj, dokler pa je, tudi sama pomagam. Evo, pošiljam SMS, podari 5 na 1919. To je dobrodelna nominacija, ki je posledica priljubljene igre Pivske nominacije, s katero naj bi začeli v Avstraliji, prišla pa je tudi do nas. Mnenja so deljena, nekateri se hudujejo nad pivoljubci, drugi pa veselo nazdravljajo. Ta pivska nominacija ni prinesla alkoholizma v Slovenijo, da je novinar nacionalnega radia celo označil vse tiste, ki smo sodelovali v pivski nominaciji za bumbarje. Se pravi, pivska nominacija je prinesla dobrodelno nominacijo in jaz upam, da vsi, ki so v Sloveniji na Facebooku, bodo dobrodelno nominirani. Koliko denarja bomo zbrali? Mislim, hvala pivski nominaciji, da je rodila dobrodelno nominacijo. Nominaciji se ni mogel izogniti niti Matej Špehar, specialist za družabna omrežja. Nalogo je sicer opravil, a na koncu prav on spremenil pravila igre. Zdaj pa nekoliko drugačna pravila igre. Za pirovsko oziroma dobrodelno nominacijo. Tako kot jaz vas prosim, da pošljete podari 5 na številko 1919. S tem boste podarili malico ne otrokom v Afriki, ampak otrokom v slovenskih šolah, ki si ne morejo privoščiti niti malice, niti kosila, niti izleta v naravi. Prav takšno dobrodelno nominacijo je prejel tudi predsednik države Borut Pahor, na katero se je odzval kar iz Sočija. 3 nominirance, Prevca, Fabjanovo, Gregorivovo, 3 nosilce medalj, tukaj iz Sočija, 5 jih podarim na 1919. Našemu predsedniku je sledila tudi predsednica vlade Alenka Bratušek ter številni znani. Nominiram pa Miho Deželaka, Ljudmilo Novak in Anžeta Kopitarja. Nominirani pa so še DJ Umek, Tina Maze in drugi. Pivska nominacija se je dobro prijela, mi pa smo prepričani, da bo dobrodelna nominacija še bolj uspešna. Za pivsko nominacijo sem bila nominirana tudi sama, a raje kot to sem poslala SMS na 1919.